Strokovnjaki so predstavili konkretne izkušnje in učinkovite prakse na vseh vzgojno-izobraževalnih ravneh. Nekaj izkušenj z vključevanjem priseljencev v izobraževalni sistem smo Slovenci dobili že v času osamosvojitve. Begunski val pa zahteva še dodatne izboljšave in predvsem jasne načrte, začenši z usposabljanjem učiteljev na osnovnih šolah. Prav na osnovi teh je nastal dvostopenjski model, ki ga danes tudi predstavljamo, ki ga že izvajamo in ki ga tudi podpiramo. Veste pa tudi, da seveda ob tem ne moremo samo sami storiti vsega, kar se tiče politike priseljencev, ampak smo tukaj tudi v aktivnem sodelovanju z drugimi resorji, še posebej z resorjem Ministrstva za notranje zadeve in seveda Ministrstva za delo in enake možnosti. Z vsemi zelo res lahko rečem, aktivno sodelujemo in seveda iščemo rešitve ob bodisi posameznih situacijah, dogodkih, predvsem se pa sedaj pripravljamo na vse sistemske odgovore, ki jih moramo vpeti v naše procese na način, da seveda kar se da utečeno delujejo tudi v prihodnje. Skozi celoten pregled aktivnosti vključevanja priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem je pomembno poudariti, da smo v Sloveniji v zadnjih 15 letih na tem področju dosegli tudi velike premike in da počasi tudi v šolskem prostoru opuščamo terminologijo integracije priseljencev in se pogovarjamo o inkluzivnem izobraževanju, o vključevanju pod enakimi pogoji in izobraževanju pod enakimi pogoji z razlikami, s katerimi prihajajo otroci priseljencev v slovenski šolski prostor. Torej samo izobraževanje pa pod enakimi pogoji kot za otroke, ki hodijo od vsega začetka v slovenske šole. Predvsem je pomemben sistem vključitve otrok v šole med letom in hkrati uspešno integracijo v njihovo novo življenjsko okolje.